Spoštovane dame in gospodje, cenjeni gostje, danes nas bo s svojima deloma navdahnil dr. Bojan Macuh, ki bo skupaj s moderatorjem predstavil svoji dve mladinski deli, Tjan dobi novega prijatelja in Loki pridi greva. Vsem želim v imenu knjižnice ter svojim imenu obilo zadovoljstva na današnjem literarnem večeru, za katerega sem prepričana, da ne bo že jutri zdrsnil mimo bežje, kaj šele v pozabo. Torej, moderator predstavitve današnje bo gospod Tomaž Karat, odlomke iz knjig pa bo prebirala Brina Karat. Cenjena gosta, izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem, ki ste se zbrali danes na predstavitvi dveh knjig, ki jo je omenila gospa iz knjižnice. Na začetku bi rad povedal, da se z Bojanom tako dobro, ne toliko dolgo, kot pa tako dobro poznava, da se bova kar tikala. In upam, da vas to ne bo motilo. Bolj bi motilo najo, če bi se morala prisilno vikati, verjetno, kot pa bo motilo vas, da se bova tikala. Bojan, najprej, kaj je tisto, kar te je navdahnilo, da si zatem, ko si napisal romane namenjene odraslim, mladini, začel pisati še dela, ki so namenjena najmlajšim? Ja, najmlajši so že od nekdaj del mojega dela, življenja, torej kot učitelj, recimo, sem se dosti ukvarjal z njimi poklicno in tudi drugače. Ne vem, težko rečem, zdaj, če bi šel čist po resnici povedati, bi morda dorekel, prav namensko je bilo to narejeno za nekoga, drži, ja. Pa sem se pač poskušal tudi v tej smeri, da vidim, ali so tisti najmlajši bralci, torej, ki skupaj starši berejo, ne, pa kasneje še sami poskušajo, ker smo tudi skozi pobaronko poskušali to narediti, res tukaj sprejemljivi, da radi vzamejo knjigo v roke, da jih zanima tovrstna literatura, recimo, ki jo napiše odrasli za otroka. To je zanimivo, ne. Se bi otroci verjetno brali kaj drugega, če bi sami napisali, ampak običajno pač napišemo mi in sem rekel, da poskusim in zdaj se mi zdi, da sem kar lahko zadovoljen s tem, kar je nastalo, oziroma kar še nastaja, ne. Se bo o tem še verjetno kaj kasneje rekla, ne. Motiv, zakaj ravno deček, v glavnem, ko sem prebiral tvoje dela, so fantje, ne? Tudi v drugi knjigi je fant tisti, ki je glavni junak. Ja. Zdaj, za nekoga se treba odločiti. Zdaj, koga bolj poznaš, ti nekako laže potem je sopotnik v nastajanju nekih vsebin, ne? Zdaj, če bi imeli doma hčero, verjetno bi bi verjetno ta zgodba bila malo drugače obrnjena. Bo kar držalo, da je to mogoče to, ker imam sina, ja. No in ker imam jaz hčerko, na katero sva z partnerko izredno ponosna, to je Brina, bi jo povabil, da pride in prebere prvi odlomek iz knjige Pridi, Brina, ki vam bo na nek način nakazal, o čem govori. Izvoli. Kdo je Tjan? Tjan je majhen, temnolas deček z živahnimi in radovednimi modrimi očmi. Star je 3 leta in 3 mesece. Brez težav že izgovori glas R. Torej ni star 3 leta in 3 mesece, temveč 3 leta in 3 mesece. Mamica in očka sta na njegov R zelo ponosna. Je tisti otročiček, ki je, kot se mama rada pohvali, prej začel čebljati kot hoditi. Oči je bil tega manj vesel, saj ga je zato moral več nositi štuparama. Si predstavljal, da bo to zvenilo tako? Takole, kot si prebirajo otroci? Ja. Pa ja, verjetno bi kdo vprašal, zakaj res je zapisano tako, kot dejansko nekateri otroci govorijo, ko ne znajo izgovoriti R-ja. Tudi sam sem imel te življenjske izkušnje, recimo pri otroku, ne. In na koncu ugotoviš, da jim je mogoče zato tudi zanimivo, da na tak način ga pritegneš, da je pa enako vreden, ne, tudi če ima neko
začetno govorno težavo, ki jo kasneje preide in je ta zgodba vseh v družini, ne? In staršev, in otroka, in starih staršev in tako naprej. Ne? Je pa to zgodba, ki na nek način nima tiste sociološke note, ki jo ima večina tvojih del, kjer poudariš nekatere stvari, ki so čisto iz življenjskega okolja, ki se dogajajo v najrazličnejših družinah, popolnih, nepopolnih, razširjenih, enostarševskih in tako naprej. Ja, mogoče tako neposredne, kot običajno v zgodbah, ki jih pišem, ne, ampak takole zadaj bi se pa tudi dalo kaj prebrati, recimo odnos starša do otroka, ljubezen, zadovoljstvo, srečna družina in tako naprej. To so vse sociološke vrednote in jaz mislim, da jih poskušam pa tudi v tem delu na nek način vsaj malo prikazati. Ne. Je pa svojevrstna, bi rekel, tudi svojevrsten pomen ima tudi igrača, ne? Ki je na nek način postala Tjanov najboljši prijatelj. Pa prisluhnimo drugemu odlomku, kjer Tjan dobi prijatelja. Tjanin pišasti zajček. Mami, gled tistega zajčka, kaže Tjan na prodajalno polico, kjer nepremično sedijo plišaste igračke. Med njimi je tudi zajček. Po trebuščku je bel, po hrbtu pa svetlo rjav. Bele so tudi njegove tačke, zato je videti, kot ne nosi kratke nogavičke. Tega bi prosim, zaploska in za kazalcem pokaže proti zajčku. Očju ga ni bilo težko poiskati. Plišasti zajček je bil edini na tistem delu police. Izvoli, Tjan, mano ga stisni k sebi, če ti je res zelo všeč, ga kupimo. Je to tudi tvoja izkušnja? Ja. Zdaj, izkušenj, kar se tiče plišastih igrač, je pa res ogromno. Ne? Zdaj, če bi po resnici povedal, da je še tudi danes en tak zajček doma, recimo, sestavni del nekega sobivanja v prostoru, kjer živim, recimo, ja, sam sem tudi bil kar navdušen nad plišastimi igračami. Ja. Kako je nastal ta lik, predvsem v pobarvanki? Ja, kar po resnični plišasti igrači, torej je bilo treba neko vzeti v roke, ne, in se reči, aha, če je že zajček, bo pa to verjetno mora biti edini tak, ki je pri hiši. Ne. Zdaj, če bi bil živ, bi lahko o živem govorili, zdaj, ker živega nismo pač izbrali tega plišastega in ja, tudi nastal je točno takšen, torej v ilustracijah mojega ilustratorja, kot sem si ga zaželel. Ne. Vsega je tudi, ko ga je opis, kot ga je Brina prebrala, predstavi, si ga je potem ilustrator tudi predstavljal. In zdaj, če bi ga videl, bi rekel, glej, ga znomka točno takšnega zajčka sem narisal. In tudi je, ne, je zadev. Verjetno ima tudi ime takšno, pa prisluhnimo, kakšno bo dobil. Pa dajva. Tjanin Srečko. Tjan se prebudi in skoči po konci. Srečko bo ime mojemu plišastemu zajčku. Steče proti kuhinji. Mami pripravljate strenine. Oči ji pomaga. Tjan vpije. Srečko, kdo je Srečko? Presenečeno vpraša mami. Srečko bo ime mojemu zajčku, še vedno glasno in vrst skličen vpije Tjan. Mami in oči smejo ugotovita, da so dobili novega družinskega člana. To je majhen, mehak, plišasti zajček za imenom Srečko. Hvala, Brina. Ja, hvala. Zdaj, zakaj je prišlo do te kombinacije? Je to bilo namenoma ali si nadgrajeval, da si naredil najprej knjigico, potem pa še slikanico? Ja, zdaj vsaka stvar ima nek začetek. Zdaj, spravim, imena so tista sestavni del, ki si jih postaviš. Ne? Zdaj, če bi sam rekel, zakaj Srečko, recimo, ne? Ker sem občutek, da boš vprašal, če je tudi ta Srečko, ki je doma, pa ni ta Srečko, ta je brez imeni, plišasti zajček. Srečko zato, ker sem želel, da se ta sreča poudari. Ne? Zdaj, Srečko danes ni ravno nekako najbolj tipično slovensko ime, ne? Vedno manj je teh imen, zato tudi Tjan ni Štefan, recimo, ne? Kot bi nekdo pričakoval pred mnogimi leti, ker so bila ta imena tipična. In sem želel mogoče s tem tega plišastega zajčka narediti tako srečnega junaka, da je dobil
tako srečnega prijatelja, kot je bil Tjan, recimo. Ne. Zdaj, bo pa Tjan zagotovo srečen v nadaljevanju, ne? Zagotovo, ja. Tjan je dobil svojo prijateljico v vrtcu, ki se je rodila, ko sem bil na enem pregledu v zdravstvenem domu. Zanimivo, kje v zdravstvenem domu, torej ženske bodo rekla, kaj spa delal na ginekološkem oddelku, ampak tam sem imel eno slikanje in je bilo polno plakatov, ker so bila različna imena otrok, ki so se rodila tistim staršem, ki so obiskovali to posvetovalnico. Ne. No in med njimi je bil tako Tjan in tudi Inja je potem dodatek k temu, čeprav je Inja ena posebna zgodba, ena posebna punčka, ki se je zgodila v lanskem letu, pa smo rekli, pa naj bo Inja zraven, da ne bo tak tipično ime slovenskega okolja. Zdaj, da bodo vsi tukaj prisotni vedeli, o čem govorimo o nadaljevanju zgodbe, o Tjanovih prigodah, govorila pa bo o Tjanu, ki je nekoliko starejši in bo začel stopati na... Nič kaj dosti starejši, ne? Ker se nadaljuje zgodba, kajti v slikanici ne moreš preskočiti 2-3 leta, ne? 2-3 leta, ampak enostavno sem ga skušal postaviti drugo okolje, ne? In ker je že v vrtcu in ker ga v vrtcu doslej niso zanimale druge stvari kot igrače in fantke in druženje in tako naprej, sem mu moral najti nekoga, ki ga bo osrečil že pri 3 letih in pol. Torej, dobi prijateljico, za katero seveda on takoj na začetku, da že kar vse izdam, za kaj gre, ne? Ker te predstavitve zagotovo ne bomo še enkrat počeli na identičen način, je takoj tudi seveda ob zaključku tiste druge zgodbe izda, da jo ima rad, ne? Tisto zelo tipično za otroke, ko so si všeč, da si to tudi kar povejo. Mi odrasli malo zanikamo, pa malo smo tiho in nam je nerodno in tako naprej, otrokom pa ni nič nerodno. Zdaj bo Tjan dobil še več nadaljevanj? Je kaj idej? Ja, to je odvisno tudi od vseh še drugih faktorjev, ki vplivajo na izdajo knjige, ampak ja, računa, da bi še jih kar nekaj zgodb lahko nastalo. Ja. Vse tja do zgodbe, kot je ta, ki se je bova dotaknila kasneje, ne? Ja, še več, ne? Odvisno od tega, koliko bo idej, zamisli, tudi dobre volje, da neka stvar zagleda luč sveta. Ne? Volje je verjetno več kot dovolj. Pa vedno je bilo zelo veliko, sam nekako je treba začeti, se potem, ko začneš, pa še imaš kak support doma, da nekdo še reče, no zdaj pa pol končaj to, kar začel, ne? Pa zgodba dobi svoj epilog. Zgodbe, ki si jih posvečal predvsem mladim bralcem, pa so, bi rekel, na nek način del tebe, v njih poosebljaš določene stvari, ki si jih bodisi sam doživel, bodisi doživel prek lastne izkušnje. Ena izmed teh je tudi zgodba Pridi, Loki, greva. Če najprej, morda za vse tiste, ki še te knjige niso prebrali, na kratko povzameš tiste najbolj bistvene stvari, ki na nek način zaznamujejo to knjigo in glavnega junaka predvsem. Ja, neke stavke je to zelo težko povedati, ne? Ker ti tudi sama vsebina knjige, čeprav je krajša, širino daje takrat, ko jo bereš in o tem še hkrati razmišljaš zraven, ne? Poskušaš pač enostavno najti nek lik, ki je zanimiv za sodoben čas, v katerem najdejo lahko njegovi vrstniki ali pa starši tega junaka, starših, ki prebirajo skupaj z otrokom knjige, tudi mogoče kakšno idejo o tem, kakšno je življenje, kako je zapleteno, kako je tudi lepo, sončno, ni samo senčno, ne? Kako lahko dejansko smo srečni, da smo, ne samo, da nekaj imamo, ker hrepenimo več čas po nečem. Torej, v knjigi dejansko ugotavljam, da so ti razširjeni člani družine tukaj srečni, pa čeprav nimajo kaj dost. Mama je trgovka, dedek in babica sta upokojena, zdaj ne rabim govoriti, kakšne so pokojnine, torej verjetno tudi to tukaj noter se nek način prikaže, ampak so srečni, živijo doma, se imajo radi, ne glede na to, da so en del te razširjene družine izgubili, so to dejstvo sprejeli, predvsem mama in sin. Dedek in babica se nista ravno najbolj sprijaznila s tem
in poskušajo živeti eno normalno družinsko življenje z mladostnikom, ki je pa zelo zapleteno. Ne. Jaz pravim, da vse dokler starši ne damo te faze skozi tega obdobja, ko otroci odraščajo in v globoki veri, da enkrat bodo odrasli, se tudi to zgodi, doživimo marsikaj. No, in tukaj je ta zgodba bila na začetku prav mogoče en prikaz tega, česa se vsi starši bojimo, ko otroci pride tam v tista teenagerska leta, ne, tam 13, 14, 15 let. No. In seveda na srečo potem veliko krat se otrokom v življenju marsikaj spreobrne, tudi zaradi tega, ker čeprav z zgodbo to prikažeš, lahko tudi v resnici je temu tako, pa dobijo svojo življenjsko pot nekoga, jaz moram reči nekoga, ki je žival, je nekdo, ni nekaj, ne, ki mu spremeni življenje. No, in Simonu se dejansko to tudi s prihodom prijatelja, novega življenjskega sopotnika v domu tudi zgodilo. Ja. Dobro, ampak na nek način si zamolčal tisto bistvo, ki se je vse meni zdelo bistvo, ko sem prebiral to knjigo in ko sem pisal spremno besedo. Simon odrašča brez očeta. In potem pride v njegovo življenje njegov najboljši prijatelj. Zdaj, ta del se mi zdi, da je prav tako zelo pomemben in zelo poudarjen. Sploh v tistem delu, ko bi se naj po dolgem času po dopisovanjih in pogovorih srečala, pa se nista. A je to, ne vem, namerno tako napisano, da si lahko zgodbo pripeljal do tega konca, ki mu bojo seveda vsi, ki bodo prebirali to knjigo, priča, ali je to povod za to, da boš lahko zgodbo še nadgrajeval? Ja, vsaka vsebina ima nekje neko zgradbo, ne, in zdaj poskušaš na nek način načrtovati neki začetek, neki vrh, nek padec. Res, tole mogoče ni v osnovi vrh knjige, ne, bolj je Loki v ospredju kot pa vloga očeta. Ne, nisem imel namen zamolčati, kajti danes je primer enostarševskih družin, koliko hočemo. Vse ni samo to vrstnih, da so matere z otrokom, ampak so tudi očetje z otrokom in na nek način podobno doživljajo zgodbo, čeprav je teh drugih primerov mnogo manj. Ne. Ja, seveda je možnost za nadaljevanje. Jaz sem pač v tem primeru tega dopisovanja poskušal prikazati to, kako se najlažje izogniti otroku, ne, kot starš. Torej, če ga ne vidiš, te otrok tudi ne more prepričati, da si želi kaj več kot samo dopisovanje, če že nisi del več te družine. Ne. In sem prav mogoče na trenutke tudi namerno naredil, da se ta zgodba v tem okviru zaključi, kajti, kot sem že rekel, ni središče zgodbe oče in vloga očeta in oče in sin, kajti, če prebiraš, ti si prebral knjigo, sem tukaj nadomestil očeta s starim očetom, ne, ki je mnogo truda vložil, da je otrok tudi na nek način v tej družinski, ženski prevladi, torej babica in hči, na nek način dobival en del moške vzgoje. Pa čeprav tudi ta ni to pomembna. Če se prav razumeva, jaz sem zagovornik vseh oblik partnerske zveze, tako da me ravno ne preseneča, da bi rekel, da pa morate biti oba starša, da bo ta družina res najboljše funkcionirala. Ne? Je pa dejstvo, da je dobila zgodba poanto predvsem v tem delu, ker je Simon odraščal brez očeta. Ja, težave so se začele tega. Z normalnih, bom rekel, teh primarnih družinskih skupnostih je tako, ne, da starša sta tista, ki sta odgovorna za vzgojo otroka, da skrbita zanj in tako naprej. In če je neki manjkajoči člen, seveda se to tudi v življenju odraščajočega otroka zelo dosti hitro pozna ta primanjkljaj. Ne. In bi verjetno lahko bila zgodba malo bolj zapletena, če se ne bi prevesila v to plat, da na nek način dobi Simon zraven pa nadomestilo za nekaj, kar mu v tistem trenutku je zelo manjkalo. Ja, oče mu je zelo manjkalo, ja, drži. Je pa vsekakor poanta tudi na tem, da lahko z domačo živaljo, s psom recimo, z muckom, s hišnim ljubljenčkom, če se lahko tako izrazim, nadomestiš nek primanjkljaj ali pa greš v nek svoj drug svet.
Ja, tudi nadomestiš lahko, čeprav vsi tisti, ki imate živali, jaz je danes v tem trenutku nimam, imam pa prijateljev, ki pa imajo živali, so zelo navezani na njih, ne. To pomeni, da dejansko ti na nek način pomaga, ne. Jaz kot otrok sem imel psa, ne, in vem, kaj to pomeni, koliko se navežeš nanj, ne, koliko se druži z njim in tako naprej. In mogoče sem tukaj želel prikazati to, da to zdaj ni nujno rešilna bilka vsega tega v družbi, ne. Torej, zdaj, če pa izgubimo enega od staršev, bomo pa otroku kupili žival, pa je zgodba srečnim koncem, ne, to ne more biti, ne. Jaz sem pač poskušal malo obarvano to zgodbo pripeljati do tega, da je družinska sreča bila prisotna, da je pa mogoče Loki bil pa dejansko nadgradnja te sreče, ker Simonu v sami zgodbi popolnoma nič ne manjka, ne. Ima vse to, kar ima otrok, ljubezen, ima vse materialne dobrine, imajo urejen dom in tako naprej. Sem poskušal vseeno dati eno to obliko, recimo, življenja, ne pa neke druge skrajnosti, ki bi tudi bile mogoče, ne. Čeprav je s kužkom zaživel čist neko svoje novo življenje, bolj je bil, bi rekel, ne vem, navdahnjen, hodil je z njim redno na sprehode, skratka, kuža ga je navdušil maksimalno. Ja, kuža ga ni navdušil samo tem, da so se veliko družila in živela z naravo in tako naprej, kot pogosto tudi v stavkih omenjam, ampak ga je tudi življenjsko spreobrnil, kar se tiče njegovega odnosa do mame, do starih staršev, do šole, ne. Do ljudi nasploh je dobil drugačen odnos, ker je ugotovil, kako žival potrebuje človeka, ne. In zdaj, če je on skozi to plat zgodbe dobil pomenski odgovor, če on pomeni toliko Lokiju, ne, potem verjetno tudi Simon pomeni toliko staršev in to, ki jim pomeni v šoli sošolcem in odnos do učiteljev in učiteljic in tako naprej. Vse smo skušali na nek način strniti v eno, da smo v neki koheziji dejansko življenja in moramo drug drugemu stati ob strani, tudi če kdaj ni to najbolj izrazito, ne vem, z oceno prikazano ali kaj takega v šoli, ne. Zdaj, ko si omenjal šolo, no, glede na to, da imaš tudi dolgoletne ravnateljske izkušnje, da si profesor in tako naprej, bomo kdaj dobili tudi kakšno knjigo, ki bo bolj v tej smeri opisovala življenje bodisi mladostnikov, študentov? Ja, zdaj, če se lotevaš recimo zgodb iz neposrednega tvojega poklicnega udejstvovanja, je to lahko zelo nevarno, ne. Ker hitro te zavedejo, bom rekel, tiste realne slike, ki si jih sam doživljal in jih potem zelo težko zbrišeš do te mere, da niso prepoznavne tistim, ki jih pa poznajo, ne. Torej, preveč je bilo vseh teh zgodb v tem mojem pedagoškem delu, da bi lahko vse opisal, ne. Vsaj v neki drugem pomenu, v nekih drugih zgodbah, da ne bi imele priokusa nečesa, kar sem sam nekje praktično tudi doživljal, ne. Tako da pa nikoli ne rečem, da ne, lahko pa da tudi to, ja. So se pa mnogi prepoznali recimo v tvojih mulcih, ki so nastali predvsem v okolju, v katerem si bival kot mladostnik? Ja, nažalost se pač ljudje prepoznamo, čeprav jih nisem poimenoval, sem spremenil imena in tako naprej, saj dejansko nikjer ne uporabiš realna imena iz življenja, v katerem si. Pa so bili eni prav zadovoljni tega, da so se prepoznali, ja, pa tudi kateri ni bil, ne. Smo si bili s kom zelo blizu in od takrat, ko je knjiga izšla, imam občutek, da še manj imam možnosti, da ga srečam, kot sem ga poprej. Pa nič ni bilo nevarnega napisanega, ne. Ampak je pa ta knjiga dobila nadaljevanko, ne? Ja, saj vsaka knjiga ima možnost nadaljevanja. Saj tudi na tak način zaključiš. Tako sem Tjana zaključil, da ima nadaljevanje. Tudi tu sem zaključil, da je nekdo odšel, torej ni odšel zavedno, nekje je, nekje živi, dela, zdaj v tem primeru prehod v neko drugo izobraževanje, tako da je čisto mogoče. Zdaj se pravim, danes je mogoče celo za marsikoga najbolj enostavno napisati knjigo, ki mu malo beseda teče, ne. Problem je potem tej knjigi dati življenje, ne. Tu pa je potem toliko akterjev vmes, da enostavno ugotoviš, da delaš to samo iz golega ljubiteljstva do tega, da nekaj napišeš in da nekdo, načeloma torej nekdo tudi prebere, ne. Pa kaj daje tvojim knjigam življenje?
razen aktualnosti, ki se pojavljajo v najrazličnejših življenjskih situacijah pri glavnih junakih. Ja, jaz mislim, da bi, kot si na začetku omenil, vseeno dal to eno sociološko noto vsebinam knjig. Ne. Sej skoraj nobena, pa upam si, te niti nobena, do zdaj jih je kar nekaj bilo, ni šla mimo tega. Torej, vedno sem želel nekaj povedati, ne, na nekaj, ne nujno opozoriti, ampak reči, aha, tole je bilo pa vredo, da vse tisti, ki še tega niso čisto do konca sprejeli, pa še niso dojeli, da morajo takšni biti, pa mogoče bodo. In to je bilo in tako v mulcih, in kasneje v nadaljevanjih, in tudi v deli za odrasle. Posod skušam biti ne samo kritizerski, kar je najlažje, ne, ampak malo tako kritičen do družbe. Ne. Tudi tu sem poskušal v Lokiju malo biti kritičen do družbe. Ne. Tudi to, da Pa poučen do bralca na nek način. Ne? Pa ja, ne, da se malo vpraša nekdo, ko prebere neko vsebino, ali je res vse tako, kot je potrebno v tej družbi, v kateri živimo. Ne. Zato pač enostavno verjetno dela nastajajo. Ne zgolj samo zato, da so, ampak za tega, da imajo neko sporočilno noto. Ne. Pa te res ta sociologija toliko inspirira, ne, da rečeš, zdaj pa bo nastala knjiga, želim, da se spelje recimo v ta segment. Ali slediš mogoče družbenim trendom, ki se dogajajo v družbi? Ja, sej slediti moraš vsemu, sej ne glede na to, ali se s čim ukvarjaš ali ne. Jaz menim, da vsi ljudje spremljamo družbeno življenje, smo kritični, smo zadovoljni, manj zadovoljni in tako naprej. Dejansko spremljam pa tudi vse oblike življenja in vsa starostna obdobja življenja. Ne. Zdaj na nek način prehajam od najmlajših, ki še ne govorijo leja, ne, do onih, ki bodo počasi zaradi težav z boleznimi, ki jih imajo v 3. in 4. življenjskem obdobju, tudi počasi imeli zmanjšane zmožnosti govoriti tega, ne, ali povedati karkoli, ker se enostavno vedno bolj v tem obdobju počutijo otroci, ko so vedno bolj potrebni pomoči odraslih, tako kot najmlajši, tako prehajamo potem tudi, žal tudi mi v ta leta, ko enostavno potrebujemo, da je nekdo ob nas in da se z nami ukvarja in da smo središču pozornosti. In to se dogaja z ljudmi tam v tem 4. življenjskem obdobju po 80. letu. To sem imel priložnost srečevati zdaj, ko sem raziskoval starostnike in moram reči, da je zgodb, koliko hočeš. Ne? Zdaj, če bi si rekel, napiše eno o starostnikih, pa res ne vem, bi bil najmanjši problem narediti to zgodbo. Ne? Z jezika si mi vzel na nek način vprašanje. Ne? Si iz te znanstvene monografije lahko obetamo še kaj, glede na to, da je zgodb, ki si jih raziskoval, predvsem tu v Pomurju, veliko? Čisto mogoče, da bom katero za odrasle nadaljevanju posvetil prav starejši generaciji. Mislim, da si to zasluži. Ne? Da, ko sem včeraj oziroma predvčeraj še bil v enem taki kontaktni oddaji, pa mi je ena od tvojih kolegic postavila vprašanje, kaj je z rezanje korenin starega drevesa, ne, sem ugotovil, da dejansko nikoli ne smemo si dovoliti tega. Ne samo karikirani obliki, torej pregovorni obliki, da stara drevesa naj ostanejo v opomin mlajšim drevesom, ki se na novo rojevajo. Tako je tudi pri življenju nas ljudi. Ne. Torej, zelo velika opora so nam, zelo pomembni so, mogoče celo družbeno manj pomembni, kot bi morali biti. Zdaj, kje bodo poante? Bodo poante tam, da tudi starejši znajo kakovostno preživljati 3. in 4. starostno obdobje, ali bo poanta v tistem drugem, manj svetlem delu, ki se nanaša predvsem na to, da starejši postajajo žal prepogosto, bi rekel, ljudje, ki morajo zaradi ekonomske situacije vzdrževati vse tiste, ki so prišli za njimi, se pravi vso generacijo, mnogi pa jih celo zavračajo. Jaz sem v eni knjigi, če se spomniš, katere avtor spremne besede si bil, že poskušal nakazati to sožitje med mlajšo in starejšo generacijo, se spomniš Dom kot drugi dom. Ne? Nekako ni knjiga našla pravih bralcev, pa zdaj ne vem, ali se mlajši borijo starejših zaradi tega medgeneracijskega sodelovanja, ker je zelo zahtevno, ne? Ker se morajo pokoriti starejšim, ali je pa to zaradi starejših, ki sploh ne vejo, da je ta knjiga napisana dejansko za njih, da povlečejo iz mladih to, kar jim mladi lahko dajo. Težko rečem, katera zgodba je lahko bolj
bolj prepričljiva. Jaz mislim, da se ne bomo osredotočili na temne plati življenja. Ne. Že tako in tako je življenje samo po sebi zelo zahtevno, ne glede na to, v katerem obdobju starostnem si, ne glede na to, kje živiš. Ne. V vsakem primeru so ljudje takšni, da če že kaj preberejo, raje preberejo, da je veselo, zabavno, da se srečne počutijo. Ne. Tiste temne zgodbe pa naj ostanejo v njih samih. Jih preveč vem, če bi šel vse razpredati, bi bilo preveč žalostno. Tako da manj bo teh žalostnih, pa verjetno več veselih. Čeprav, če se o nečem ne govori, dobi človek občutek, da tega ni. Ne? In prav je, sam delam tudi kot novinar, pravi, da se tudi temne plati na nek način obelodanijo, čeprav nisem pristaš tega, da govorimo samo o črnih stvarih. Predvsem želim in delam na tem, da bi izpostavljal tiste pozitivne zgodbe. Ampak kljub temu, če se dogajajo temne plati v življenju starostnikov, se mi zdi pa prav, da bi jih kdo obelodanil. Ne? In se mi zdiš še celo najbolj poklican, glede na to, da si se zdaj ukvarjal z raziskavo in dognal marsikaj. Ja, zdaj vprašanje, komu bi kakršnakoli dognanja na tem področju tudi skozi neko zgodbo koristila. Ne? Družbi kot celoti. Ne? Družbi kot celoti verjetno bi. Ne? Zdaj, če ne berejo teh stvari tisti, ki so neposredno udeleženi, to govoriva pa o 3 faktorjih, torej o otrocih, o starših in o družbi kot celoti, ne vem, o inštitucijah in tako naprej, potem zgodba ne dobi svojega pravega namena. Ne. Je pa res, da so nekatere te zgodbe tako žalostne, ne, tako boleče, da se na koncu vprašaš, ali vse te institucije naredijo dovolj. Ne. Vse tudi tukaj bi lahko okarikiral kako situacijo z nepravilnostjo in tako naprej, pa sem raje dal na lepšo plat. Torej sem rekel, ta učiteljica v šoli je bila pa dobra. Ne. Bi lahko tudi rekel, da je bila manj dobra, saj nismo vsi enaki, ne. Ampak sem poskušal potegniti boljšo plat, kaj te vzgojitelji, učitelji, spremljevalci v domovih na starejše, da preskočim celo varianto vseh ostalih oblik, so tisti, ki naj bi bili dobri ljudje. Ne. Ne znam si predstavljati slabih učiteljev, slabih staršev, slabih negovalcev v domu za starejše. Jaz pričakujem, da je to vse v nekih superlativih. Pa žal, marsikje seveda tudi temu ni tako. Ne. Zdaj, mnogi te poznamo tudi kot, bi rekel, kritičnega pisca aktualnega dogajanja v Sloveniji. Zakaj se recimo nikoli nisi lotil politike? Ne v smislu, da bi šel v politiko, ampak da bi jo opisoval. Stvar je v tem, ne, da sem bil, dobro si rekel v pretekliku, da sem bil kritičen ocenjevalec. Jaz že kar nekaj let nisem napisal nobenega kritičnega razmišljanja na nobeno situacijo v družbi, ker sem ugotovil, da sem vedno steber za pljuvanje, kadarkoli kaj napišem. Ne. Imel sem čutek, da sem hotel dobro namerno, in potem, ko so prebrali, sem dobival grozilna pisma, ne vem, žalitve, ne vem kaj. Ne. Se spomnim enega članka, recimo, ki je bil namenjen kritiki moških. Ne. Zdaj bo verjetno 8 let nazaj, pa če bi se kjer spomnil, bi me sigurno iskal, pa bi rekel moških, kako sem jaz neumno, da kritiziram lastno moško populacijo. Ne. Ne vem, politika je, bom rekel, ena tista plat življenja, ko človek hitro zabrede vanjo, pa potem vprašanje, če je na pravem mestu. Ne. Zdaj, veliko ljudi gre v politiko zaradi tega, da se finančno koristi, da si najde recimo svoje mesto pod soncem. Ne. Zdaj, če nisi čist na vrhu, potem tudi ti po človeka, kot sem jaz, to nič kaj dosti ne pomeni. Ne. To bi rekel, zakaj bi se moral ukvarjati z stvarmi, kot sem se nekoč, tu imam svoje prijatelje iz enega življenja, prisotne in vejo, da smo se ukvarjali tudi z zelo pomembnimi življenjskimi stvarmi, kar se politike tiče. Ne. Ampak nikoli politično, ampak družbeno. Življenje za kraj, v katerem bivaš, za ljudi, s katerimi živiš. Torej smo, bom rekel, taki nepolitični politiki bili in so spomini na tista obdobja ostali zelo lepi. Pa nikoli več se ne bi s tem ukvarjal. Moram reči, da je bilo preveč takrat že. Kritike pa so šle v pozabo ali pa so šle na stranski tir predvsem zaradi odziva.
Pa ja, ne, zdaj kritike so vedno dobrodošle. Jaz nisem nikoli rekel, da ne maram kritik. Ne. Ne, tvoje kritike do stanja v družbi, do stanja, ki ga povzročajo politiki s svojimi odločitvami. Zdaj sem želel izpeljati iz tega, da so kritike drugih name vedno dobrodošle in tudi sam sem kritičen, čeprav moram reči, da vedno pogosteje takole, kot zdaj midva sediva, kje, ne, pa si rečeva, tole pa ni v redu, ne. Kaj lahko en macuh spremeni v slovenski družbi, če tisti, ki so z mnogo bolj popularnimi priimki, ne, se potem lahko sam pogovarjaš, lahko sam nezadovoljen, ampak to večno nezadovoljstvo pripelje do tega, da tudi nadaljevanje knjige ne bom mogel več napisati. Če bom razočaran nad vsem, kar se dogaja, ne preveč. Ne. Ampak v Sloveniji je veliko macuhov prispodobi, ne? Pa ja, seveda. Zdaj, mogoče je priimek manj znan kot celota gledano, ampak drugače pa takšnih ali pa tako mislečih, pa sem prepričan, nas je kar precej. Ja. Se pravi, da boš še naprej z veseljem delil tako med 4 očmi v debatah svoje kritike? Med 4 s tabo in še z marsikaterimi mojimi znanci, prijatelji in kolegi, ker tudi običajno počnemo, pa čeprav nismo vedno na isti valovni dolžini. Ne? Pa se zelo dobro razumemo, zelo dobro se pogovarjamo, nismo politično, bom rekel, kompatibilni, recimo, pa se zelo dobro razumemo. Ampak to daje dodano vrednost, ni nujno, da se vedno razumemo, ne? Ravno to mogoče je tisto, kar dela človeka polnega, ne? Da sprejema sogovornika kot človeka, ne glede na to, kakšno je njegovo politično ali pa tudi nepolitično prepričanje. Naj si bo tudi versko, če hočeš. Ne? Meni zanima človek. In vsi ljudje smo v tistem globalu dobri. Ne? Pa to uči svetopismo, pa to beremo v ustavi, pa to beremo v učbeniki in tako naprej. Torej ne vem, zakaj bi iskali slabe ljudi, če pa smo dobri. Ne? In ko bo poskušal kdaj v človeku najti, ki ga ne poznam dobro, je to uspeh tistega dne, če bo to neki nov znanec, ki prihaja na površje. Tudi vire si se dotaknil na nek način v raziskavah. Pa tudi o tem se nisi potem lotil pisanja v kontekstu, da bi nastalo kakšno literarno delo. Ne, sem se mal povlekel, ne bom rekel, lahko bi bil zelo kritičen do nekaterih stvari, kar tudi sem pogosto bil v svojem preteklem življenju. Ampak v zadnjem obdobju sem ugotovil, da kot sem že ti prej globoko misel rekel, da smo vsi ljudje dobri, ne? Jaz verjamem, da smo dobri ne glede na to, ali hodimo v cerkev, ali ne hodimo, ali smo verni, ali nismo. Ne? Jaz imam občutek, da v vseh okvirih najdeš tudi tiste manj dobre, ne glede na to, kje si, kateri opciji si, katero opcijo sodiš. Ne? Tako da se tudi tega nisem nikoli loteval, mogoče v kakih kritičnih člankih, pa sem že takrat pred mnogimi leti v nekem drugem življenju bil tukaj razočaran, ko sem skozi hudomušnost poskušal dokazati neke nepravilnosti, da so ljudje rekli, ups, ta pa ne mara tega, pa ne mara onega. Kaj bi se ukvarjal potem z ljudmi, ki drugače mislijo, takole neposredno, posredno pa imam svoje mnenje vedno in bo tako tudi ostalo. Je literarno ustvarjanje na nek način ventil za človeka? Pa je, ne, mal poskušaš povedati, mal odpreš in zapreš to pipico kdaj, ne. Je pa res, da ko ugotoviš, ko greš nazaj brati, lahko kako stvar zbrišeš, ne, pa si rečeš, raje bodo prebrali, če bo manj prisoten v neko temo ali v neki problem. Zato se poskušam čim manj obremenjevati z drugimi, sploh pa s temi opcijami, za katere vidim, da so velikokrat zelo občutljive, če karkoli rečeš preko njih. Ne. Pa naj si bo to politična pripadnost ali naj bo to verska pripadnost, ne, zakaj bi se moral s tem neposredno ukvarjati. Ne. Bi pisal tudi, če dela ne bi išla? Ker nekako velikega kruha v pisanju ni. Zdaj moram reči, da verjetno ne bi nikoli nič napisal, ne. Kajti o kruhu tukaj se ne da odrezati tako tanke rezine, da bi lahko rekel, da se od tega da živeti. Takih primerov je v Sloveniji 30 mogoče, ki lahko od tega živijo. Vsi ostali smo naturščiki, ki se s tem ukvarjamo, samo zato, ker nam je beseda všeč. Ne. Ker bi pač želeli to, kar mislimo, tudi drugim povedati. Pač ne poveš eni drugi vlogi, torej jo poveš, torej kot učitelj, kot predavatelj, recimo, ne moreš je pa povedati na način takole, kot je tukaj izraziš, drugače pa
je pisanje ljubiteljska dejavnost. Jaz se nikoli nisem štel za pisatelja. Jaz se vedno štejem kot za ljubitelja literarne besede, torej da nekaj poveš, kar ti na duši leži in potem pač to nekdo sprejme ali ne sprejme, to je čisto relativno. Bi pisal tudi, če ne bi šlo? Bi. Zagotovo, ne. Zagotovo bi tudi to, čeprav moram reči, da ko ustvarjam, celo doma dobivam kritike, da nikoli ne pustim odležati, ne. Nikoli ne rečem, zdaj bom to vrgel predal, ker kje poslušam kakšne floskole, ne, zdaj pa to ležalo 2 leti, pa je kot staro vino dozorelo, si mislim, sam njega lomiti, ne. Zakaj mi lažeš, če pa vem, da to ni to, ne. Mogoče je tudi takih, tam sem rekel pred 30, tu jih je pa 10, ne, ki to delajo, ne. Drugače pa ljudje, ko nekaj naredimo, potem imamo občutek, da če že ni šlo včeraj, bo jutri zagotovo prepozno, ne. Posthumno ne želim izdajati del. To pomeni, da je želim danes, ko sem še živ, ne. Jih je kaj na zalogi? Ja, naslovov in tam po 5-10 strani enih, zdaj bo nekdo rekel, kje pa to je, ker me pozna, ne. Ogromno, enih 7, ne. Jih je takih, ampak ne vem, mogoče se še mora kaj zgoditi, ne, da bo tudi nastalo, ampak vmes so tudi take zelo, bom rekel, na rekovajih pekoče, ne, ki bodo, če bodo, ni nujno, da sploh kdaj bodo, zagotovo naletele na kak kritičen odziv. Jaz pač pišem zaradi tega, ker mi je to všeč, ne zaradi tega, ker bi želel ožigosati nekoga, ker bi želel biti provokativen, ker bi želel biti ali kaj takega, ne. Zdaj, knjiga je ena od opcij, ne, tista najbolj tradicionalna. Človek, če želi nekaj prebrati, vzame knjigo v roke, ne. Ponuja pa mnoge priložnosti, predvsem za ljubiteljske pisatelje, pisce, internet. Si kdaj razmišljal o objavah? Zdaj ta 2 varianti sta, lahko je to elektronska knjiga, ki po mojem mnenju, koliko spremlja recimo te stvari, nikoli ne bo prešla klasične knjige. Ljudje še vedno radi vzamemo knjigo v roke in na nek način je to tisto, kar te dela bralca, ne. Niso to tablice, v katerih se da prebirati. Pa tudi na morje, ko greš, kako bo zdaj nesel 10 knjig v eni tablici, nekdo rekel, se jih tudi prebral nisi, ker ne vidim in morajo ljudje videti, koliko neseš, ne. In potem sodijo potem, da nekdo bere ali ne bere. Saj na morje odneseš 10 knjig in nazaj jih preneseš 10 neprebranih, samo da so zraven, ne, pa imaš občutek, da ti je lažje in boljše. Tako da ne, nisem, tudi komunikacija preko spleta, moram reči, da mi ne ustreza na tak način. Facebook uporabljam zgolj samo z namenom objav česa, kar se tiče strokovnega ali pa literarnega področja, drugače se pa na forumih ne pojavljam. Me ne zanimajo to vrstne oblike komunikacije. Zdijo se mi, bom rekel, nečloveške, ne? Ker tam pač lahko vsakdo napiše vse, nikoli pa ne vidiš od človeka, kar dejansko v resnici je, ne? Bi pa to lahko bila, če bi seveda še ostal pri tistih kritičnih besedah, ki si jih objavljal v tiskanih časnikih, odlična priložnost za to. Seveda, to pomeni, da bi lahko vsak dan za zajtrk namesto, da preberem teletekst, recimo napisal eno tako kratko kolumno, pa se široko usto po teh različnih spletnih virih, pa svoje mnenje dajo, pa potem pa čaka, da te nekdo v Murski na ulici ustavi, pa reče, ti si tisti, ki še žalo in tako naprej, ne. Ne gre, se ne da na tak način v tem času, bom rekel, komunicirati z ljudmi, ne. Jaz raje sedem s kom, pa se pogovorim, če je le možnost, čeprav pri nekateri zelo redko pridemo do te priložnosti, pa na tak način povem tisto, kar mislim, kot pa da to širnemu svetu razlagam, kaj pa njih zanima, kaj si jaz mislim. Kaj pa poezija? Poezija je zopet ena taka posebna zgodba, glede na to, da je glasba bila dajala velik pomen mojemu življenju v nekem obdobju. Sem v tistem delu, takrat, ko sem eno pesniško zbirko naredil, gotovo, da se da pesmi pisati, ne. Jaz pravim, da se pesmi pisati, težko se pa napiše pesmi, ki so vedno iz srca, ne. In ko preberem kakega sodobnega slovenskega pesnika, nazadnje sem imel priložnost brati Lainška, recimo našega tukaj someščana, sem ugotovil, da pa njemu pa tako tečejo besede, da jaz nisem niti do členkov mu ne sežem, ne. In zakaj bi se šel mojstra v pesniški besedi umetno, če on lahko namesto vseh nas umetnih
pesniku naredi res prave naravne stvaritve, ki jih potem z užitkom prebiraš. Nismo vsi za vse, ne. Kaj pa tako na skrivaj? Na skrivaj pa kako napišeš, pa se potem na računalnik običajno izgubi, tako da ni nekega pravega pomena. Zdaj se bo, ali pa kdaj se bo zgodilo nadaljevanje Lokija, da se vrnemo, ker čas počasi prehaja v tisto sklepno fazo. Kdaj si lahko obetajo bralci, ki bodo posegli po tej tvoji knjigi, še nadaljevanko? Ker ko to prebereš, bi še kaj prebral. Ja, ker sva rekla, da Tjan je že na predalu založnika, ki išče vire, da bo to knjigo v življenje spravil, ne. Loki pa je še v meni. Torej pomeni, da je še ta pot še daljša kot pri Tjanu, ne. To pomeni, da bo treba najprej sam s sabo se pogovoriti, ali je to sploh smiselno, ali je potrebno, ali je željen cilj dosežen, ali bo to nadaljevanje imelo, bom rekel, pravi pomen, da bodo ljudje zopet kaj mogoče iz tega vzeli za svoje in tako naprej. Ja, ne vem. Jaz vedno takrat, ko me nekdo to vpraša, ne, vedno rečem, da nikoli ne zaprem vrat pri neki stvari, ki sem jo naredil, vedno so odprta, ali pa vsaj priprta, kar pomeni, da je še do te nek manj možnosti, da v resnici bo, kot pa, če rečem, da so odprta. Jaz samo upam, da tisti predal ne bo ostal trajno zaprt. Ker ko neke stvari padajo v nek predal, potem lahko dobijo sivo brado. Zdaj, če je to v mojem predalu, potem je možnosti, da bo nastalo več. Če je tisto, kar je že narejeno, v drugem predalu ostane, pa da še po možnosti ključ zgubi ta predal lastnik, potem pa je res lahko nevarno, ne. Ampak mogoče bo pa čez čas življenja, torej tudi založnikov, se zgodba spremenila, da bodo dobili, bom rekel, podporo, da bodo na nek način lažje pomagali prihajajočim si mlajšim avtorjem, novim avtorjem, neznanim avtorjem, pa tudi nam, pa ne bom rekel znanim, ne, ampak recimo ki smo že pa nekaj naredili, potem bo verjetno tudi te volje in interesa za delo pri piscih za odtenek zagotovo več. Koliko porabiš denarja kot avtor, da si lahko to narediš? Zdaj, da skoraj rečemo o denarju, ne, zdaj, ko sem rekel na začetku, da nisem še v življenju nič zaslužil s knjigami, moram reči, da tudi kaj dosti vložiti mi do zdaj še ni bilo potrebno, da bi kaj išlo, ne. Čeprav sem tudi v enem primeru že to moral narediti, torej, da sem moral dejansko od založnika odkupiti svoje lastne knjige, ne, s takšno vsoto, da je on s tistim denarjem poplačal tisk celotne izdaje knjige. Se ti zdi, da kdaj, ne vem, človek vzame knjigo v roke, kadarkoli pomisli na to, kaj vse je vloženo v to, da je ta knjiga nastala? Ne vem, to verjetno razmišlja o takih stvarih. Jaz sam, zato ker vem, kako knjiga nastaja, se s tem niti osebno toliko ne ukvarjam. Verjamem pa, da tisti, kateri živijo s knjigami, tisti pogleda knjigo kar tako v celoti, ne. Vse ga zanima, ne. Kateri pa knjigo sam tukaj, da prebere vsebino, gre skozi, tisti pa običajno verjetno ne gleda, niti kdo je bil še tukaj zraven, sodeloval, pa aha, viš, kje pa tole, nič ga ne zanima, ne. In mislim, da je takih bralcev, ki so pogosti v knjižnicah, zdaj bi verjetno lahko tukaj ta kolegica, ki je prej podala uvodno razmišljanje, rekla, kako ime in priimek najboljšega bralca, recimo v knjižnici, tisto so zagotovo pravi bralci, ne. Ta knjigo ne samo, da je prebere na hip, ampak jo tudi v celoti sprejme, ne. Ga zanima vse, tudi kvaliteta papirja, ne. Se ti zdi, da prihaja, ker radi govorimo zdaj v družbi, da počasi je kriza za nami in da smo v obdobju počasi rasti. Se ti zdi, da prihaja tudi boljše obdobje za vas, ki se ukvarjate s pisano besedo? Ne vem, težko bi rekel, da prihaja boljše. Jaz niti si ne znam predstavljati, kaj je boljše, ne. Jaz živim v tem, kar je že zadnjih skoraj 20 let na tak način, da dajem to, kar se mi porodi in ne razmišljam o tem, ali bom za to tudi kaj dobil. Jaz menim, da če bodo dobili tisti, ki so odgovorni, da knjige zagledajo luč sveta, potem bomo vmes verjetno dobili tudi tisti, ki kaj napišemo, ne? In to je tista veriga,
ki je neskončna. Torej, ni odvisno samo od enega, odvisno je od naštetih faktorjev, ki vplivajo na nastanek enega takega knjižnega produkta. Tako, čas se je stekel, upam, da se bo še dolgo razdajal za vse nas, ki živimo s tabo in za tiste, ki berejo tvoje dela. Hvala za pogovor. Hvala tudi tebi. Vam, spoštovani, pa hvala, da ste naju poslušali. Upam, da je bilo vsaj malo zanimivo.